svoboda sploh nahaja. Kje je svoboda? Kater del bivanja ali stvarstva svoboda sploh je? In nekje se mi zdi, da je svoboda med impulzom in pa med reakcijo. Se pravi, to je tisti čas, se pravi, če me nekdo udari po levem licu, ga udari nazaj, ne da bi kot reakcija na impuls. Svoboda pa je v tem, da se lahko zaustavi in v tistem pogledam, ali sem svoboden v tem dejanju ali nisem. Na isti način se soočam, bi rekel, z zlom. To eno zlo, da me je nekdo klofnil, to je bilo že zlo. Se pravi, kako se mu lahko zoprstavim, oziroma kako ne reagiram, ali udarim nazaj ali ne, ni vprašanje zapovedi, ampak je vprašanje molitve, je vprašanje duhovnega razločevanja. Ta dva moža sta pač jezuita in ta stvar je nekje navzoča tudi tukaj noter v tej knjigi, ampak vsekakor se mi zdi tudi meni osebno, da je človeka svoboda je pravzaprav vsak trenutek navzoča, če se človek za to odloči, oziroma če je zmožen te odločitve. Mi pa vemo, da ni zmožen te odločitve, če je poln neurejenih nagnjev, se pravi, da so drugi vplivali. Če bi samo Bog vplival, pa ne vpliva samo Bog, potem bi bile stvari dokaj jasne. Ne bi niti prišlo do prve klofute, kaj še do druge. Ker pa je veliko drugih stvari, se pa med sabo klofutamo in še kaj hujšega počnemo, tako da zlo in svoboda, Božja volja. Človek je zmeri svoboden, da išče in odgovori na Božjo voljo. Bog pa svoje volje ne bo vsilil. To bi bilo nasilje z njegove strani. Tako ne se je naredil. Ampak dano me pa svobodo, da se sami odločimo. Vse vemo, prva knjiga, Mojzesova knjiga Geneza, človek pa izbiral. In tudi danes jo ima. Potem naslednje vprašanje, ki se morda poraja nam. Kakšen smisel recimo ima prosilna molitev, če spet Bog nekako usliši ali pa ne usliši? Velikrat nas ne usliši, zakaj sploh prositi? Oziroma, kakšna je vloga te molitve? Ja, v tem nekoliko piše Colombier v tem drugem delu knjige in sicer piše, odvisno je od tega, kaj mi molimo, kako mi molimo. Se pravi, mi lahko molimo, da se zgodi naša volja, oziroma da se zgodi točno to, kar mi želimo, potem se velikokrat ne bo to uresničilo. Če pa bi molili za to, da bi se izpolnila Božja volja, se pravi, da bi sprejeli Božjo voljo, takrat bi se na nek način z njo poistovetili in vse, kar bi se nam zgodilo, bi bilo uslišano. Kakšen primer bi to bil? Pa razmišljam recimo, kaj se vem, če delamo v nekem podjetju, pa je nek šef ima neko svojo vizijo, kako podjetje peljati, jaz pa imam neko svojo vizijo in svojo idejo in hočem tisto doseči, bom stalno v konfliktu in me ne posluša šef, me ne upošteva in pa prosim, pa delam 16 ur, pa še me ne vidi. Mogoče pa ni bilo treba vsega tega delati prej. Mogoče pa je bilo pa treba iti v tisto vizijo tega šefa, sicer to je mogoče malo nepopularni primer, ker noben ne mara šefa. Ampak, če se nekje prilagodiš neki viziji, potem naenkrat ugotoviš, da so potrebe niso samo moje, ampak da so neke splošne, obče potrebe, ki morajo biti izpolnjene za to, da smo zadovoljni in srečni. Včasih pomeni zadovoljstvo, najti zadovoljstvo, odpovedati se nečemu svojemu. In to je običajna stvar,
ki jo naredijo mogoče lepši primer. No? Ti si oče. Ne veš, kako si se mogel veliko stvari lepim odpovedati, zato da imaš zdaj še lepše. Se pravi, nisem jaz center, ne? Ampak je center to, kar je Bog želel. In to so recimo otroci. Zame so to recimo moji študenti ali naši študenti, ki so pri nas. In treba je prilagoditi sebe njim v korist. Če smem povedati en primer, ko sem bil pred toliko leti v Zambiji in sem tam delal v gimnaziji 2 leti. In ko sem hodil v glavno mesto Lusako, bili smo na podeželju, ampak v Lusaki so bile trgovine in so imeli vse te fine stvari, Coca-Cola, se to res pameti. In sem rekel, ko sem spet v mesto in bom popil Coca-Cola in bom pojedel pico in vse te stvari, ker vse tako pogrešam tukaj. Ampak čez nekaj časa sem prišel v Lusako in sem gledal po policah in sem rekel, tole je bilo dobro za njega, tole bi bilo dobro za njega, tole bi bilo dobro za njega. In naenkrat se mi je odprlo, da ne mislim več nase, ampak mislim na njih. Seveda sem kupil sebi Coca-Cola tudi, ampak nisem bil pa več center. Ne. In se mi zdi, da to je ena stvar, ki ljudje se učimo v odnosu do Boga. Namreč, in takrat je naša molitev vedno uslišana, ko iščemo njegovo voljo. Če se spomnimo Jezusa, ki je tudi prosil, spomnimo, da je prosil, pa njegova molitev ni bila uslišana. Katera pa? Ne gre tak, ki je nehilo mene. Ampak ni molil, da je rekel, ampak tvoja volja naj se uresniči, naj se zgodi. Se pravi, je molil za to, kar je čisto človeško, kar je normalno na nek način, noben noče trpeti. Po drugi strani je pa sprejel to, kar je Bog namenil zanj in za nas. Nobena stvar, ki se enemu od nas zgodi, se zgodi samo enemu izmed nas. Se vsem nam zgodi. Seveda, če se to zgodi Božjemu sinu, se to nam vsem še toliko bolj. Tako da, mogoče v to smer razmišljam, pa se tudi pogovarjam malo z mojimi sobrati. Imam srečo, da imam okrog sebe vse izgleda. Zmeri se lahko kaj kreše in pogrunta. Kakšen je tudi danes tukaj? Tudi. Lepo, lepo. Ja. Mogoče spet eno tako življenjsko vprašanje. Ne? V knjigi so stvari, tako lahko rečemo, precej preprosto napisane v tem smislu, da ko človek prebere, si lahko reče, ja pa sej, to je dosti logično, dosti enostavno, ne? Da je potrebno zaupati v Božjo previdnost, da se je treba odpirati, da je v bistvu res temelj enega notrnjega mira to, da sprejmeš vse, kar se ti zgodi, a ne? Z eno razpoložljivostjo. Ampak kaj pa takrat, ko se res zgodijo hude težave, preizkušnje, ne? Kako takrat reagirati, recimo, ne vem, nekomu, ki mu otrok umre, ali pa ki doživi smrt bližnjega, ali pa kakšno težko preizkušnje? Ja, v tistem trenutku jaz ne bi dal tistemu človeku brati te knjige, ampak bi predvsem skušal biti ob človeku, biti sočuten, poskušati ne zbežati, ker mi tudi zbežimo od trpljenja, vsi bežimo od trpljenja. Noben ni rad ob nekom, ki trpi. Ne, ampak se mi zdi, da je pa prav to, da smo zraven, in na nek način predstavljamo neke vrste stalnico, neko vrste upanje v času, ko se dogaja zguba, ko nekdo umre, ko nekdo nekaj izgubi, ko nekdo nekaj pretrpi. Mogoče včasih je izziv še tak hujši, recimo, ko nekdo naredi nekaj hudega, da ostanemo ob njem. Predstavljate? Nekdo je nekoga ubil, ampak jaz obstajam ob njem. Ne? To je možno samo zares, ne, če človek zaupa v Boga in tudi, da je to vztrajanje
Božja volja, da lahko tudi to prinese v tisto trpljenje, v kaos, neke vrste red, neko bližino in toploto. Drugače pa racionalizacija, ta knjiga je pravzaprav polna racionalizacij, ki nam lahko prav pridejo tako, kdaj pa kdaj. Ampak pa tako, če se hočemo res soočiti s temi stvarmi, poglejmo to knjigo. Sicer pa se mi zdi, da so na mestu ob takih res težkih stvarih druge stvari. Bomo pa spoznali eno stvar. Kako človek ima sposobnost pri sebi s časoma prihajati do spoznanja, da zlo, ki se je zgodilo, mogoče je bilo za nekaj dobro. Vsi imamo take izkušnje, se mi zdi. Nekaj, kar se mi je zgodilo v mladosti, pa je bilo zelo težko, pa mogoče še zmeraj, ampak zdaj bi bil nek drug človek, če mi se to ne bi zgodilo. Mogoče bi bilo bolj, če bi bil drug človek, ampak vseeno, se pravi, sem pa človek, ki razmišlja, ki išče naprej, ampak tudi zaradi izkušenj težkih, ki sem jih imel. Je pa recimo spomnim se 2 primerov iz moje pastoralne prakse, ki sta mene kot kristjana, kot verujočega, pripeljali na rob tega, da sem rekel, Bog je pa jaz zloben, to se pravi, če jaz hočem nekaj dobrega, pa se ne zgodi, kako da Bog ne vidi. Ena je bila stvar, ko sem pobral neko mamico z otrokom, ki je imel vročino in je praktično bil že umiral. In jaz se spomnim kot scholastik, bogoslovci jezuitski, sem vozil tisti avto po tistih luknastih cestah in hiteli smo, da bi prišli pravi čas v bolnico. Malarijo je imel fant in ko pridemo tja, je fant umrl. In jaz sem molil, Bog, daj prosim te, da ta mama ne bo trpela, da bo otrok in tako naprej. To je bilo zame groza. Za leta in leta me je to zaznamovalo. Na nek način. Potem druga stvar, še bolj bizarna, v Kaliforniji, v nekem zaprtem oddelku, ženska, ki je popolnoma, veste, kako razlezena, debela, in se ne more premakniti in popolnoma nima nobenega občutka, da je kaj smiselno na tem svetu. Rekla, vse skupaj nima nobenega smisla in ne more pa nič narediti, tam je in to je to. Trpljenje, ki se ga ne da opisati. Klicala je sicer, takrat sem že duhovnika, da bi osmislil na nek način tisto trpljenje, da bi najdel eno besedo, tako, da bi najdel eno odstavku, to je, ampak nisem našel. In to je bilo zelo težko zame, ta 2 primera, pa še kakšni drugi so manj očitni, na katera sem moral na nek način sprejeti, da bosta del mojega življenja in da bosta zmeri provocirala v meni misel, kako vztrajati v dobrem, kako vztrajati v sočutju in nemoči na nek način, takrat, ko odpovedam. Se pravi, Jezus, ki je šel na križ, če gledamo to je strašna reč. Mislim, tam so ga mučili, tam so ga bičali in to Bog gleda oče, oziroma to je njegova volja, zgodi se tvoja volja. Pa kakšen Bog je to, v tem smislu? Ampak to je Bog tega istega Jezusa Kristusa, ki pa je do konca pokoren, ker gleda res to trpljenje in trpi, ampak vidi še onkraj, to se pravi, to ni zadnja stvar, to ne more biti zadnja stvar. In je upanje tista stvar, ki ga nese čez in ki nese čez za njim tudi nas. Se pravi, to je veliko neke vrste moj odgovor. Trpljenje je še na tem svetu. Zgodil še je Auschwitz, to je strahota.
Ampak na nek način se Auschwitz še zmeraj dogaja, po vsem svetu je razpršen, na milijone ljudi umira, ne? Ampak kaj ne naredimo mi? Ne, a ne vršimo puško v koruzo, ja, ne boš zdaj puško v koruzo, ampak tisto pravo, ne tisto duhovno, ne, to se pravi, ko pa ohranimo upanje, ko pa si dajemo drug drugome upanje. Jaz ne vem, kaj je bilo s tisto gospo, potem, ko sem odšel. Nič se ni pomirila, ko sem bil tam. Ampak ne vem, kaj je bilo pa potem čez 2 dni, čez 3 leta, ne vem, pojma nimam. Ampak lahko, da je prišla kakšna misel. Tudi meni se zgodi, pa verjetno vsakmu od nas, da se nam, poznate, pike povežejo, poznate, v križankah je tista stvar, ko so tako številke, ne, pa ne veš točno, kaj bo prišlo ven, ne. Pa potem greš od ene številke do druge in potem vidiš nekega kekca, nekaj se pojavi. Ampak tako tudi v našem življenju se včasih pojavi smisel šele takrat, ko se povežejo na pike. Je pa res, da moramo to delati zavestno. In to pa tega naša mojstra tukaj, ne, pa sploh ta francoska šola ali pa še pred njima Ignaci, trdijo, da je treba zavestno se truditi iskati bolj polno sliko, kot pa mogoče je samo moja ali pa samo moja trenutna. Ta odgovor verjetno ne bi dal to lažbe prav nobeno zdaj v ta moment, ne, ki je v velikem trpljenju. Ampak recimo, ko človek ne trpi, takrat se lahko pa že pripravlja tudi na to, da pride trpljenje in da takrat naprej bom pa skušal nekje to upanje obdržati. Zelo pomembna stvar, tega sploh ni tukaj, to je pomanjkljivost te duhovnosti, je pa ta, da ko jaz ne zmorem, zmorejo drugi. To se pravi, je skupnost. Ne? In kolikrat, recimo, mene moja skupnost nosi. Bodi si jezuitska, bodi si družina, bodi si študentska, ko sam ne zmorem. Ne? Tega vidika tukaj ni izpostavljenega, nažalost ne. Pa se mi zdi, da je najmočnejši v času trpljenja skupnost. Morda še o zahvaljevanju kakšno besedo, ker tudi avtorja nekako poudarjata, da je zelo dobro, ne se zahvaljevati Bogu ne samo za dobre stvari, ampak tudi za slabe. Zdaj pa spet vprašanje, ki se nam poraja, a je smiselno zahvaljevati se Bogu za slabe stvari, ne? Zakaj? Ja, tukaj mi pride na misli Job. Ta trenutek se ne spomnim, če ga omenim. Mislim, da ga omenim. Nima pa prav prominentne vloge, Job tukaj nima smisli. Čisto obrobno, ampak je pa Job je tisti, ki je rekel, Bog je dal, Bog je vzel, ne bo hvaljeno Gospodovo ime. Ne? Vsi poznamo Jobovo zgodbo, ki je izgubil družino, otroke mu je zadela strela, vse naenkrat, ne, tako naprej, tiste najbolj črni scenarij, kar je možno. In on sicer to izreče, ampak potem 35 poglavij se pritožuje. In sicer je to izrekel, ne, ampak kaj pa to pomeni nekje notranje sprejeti? To je pa en proces. In Jobova knjiga je nek tak proces, ki jo beremo lahko in jo moramo večkrat brati, da razumemo, ker tudi sami hodimo skozi ta proces večkrat. On se zahvali in zahvališ se lahko šele potem spet, ko so stvari res, ko jih vidiš za nazaj. Ne? Ko te nekdo tolče, mogoče, da boš rekel, hvala, še enkrat. Ne? Ampak včasih je to še braniti, ne boš toliko nastavil, da bo me kdo tolko. To ni Božja volja. Zlo ni Božja volja. Ne? Je pa zlo na nek način možno v tem njegovem stvarstvu in je do neke mere dopuščeno. Na misel mi prihaja tudi ena zgodba, ki jo je uporabljal C.S. Lewis in je sicer rekel, kako nastaja nek lep kip. Ne, to se pravi, najprej imamo neko marmorni blok, potem pa avtor tolče, ne, s dletom,
pa se kreše in krha kamen preč. In na koncu nastane nekaj čudovitega, nastane David, recimo iz Firenca, ali kaj podobnega. Ne, se pravi, ampak vmes je bilo pa veliko tega očiščevanja, prečiščevanja. Bolečina, je rekel, mislim, da C.S. Lewis, je Božji glas, ki kliče k popolnosti. Ni cilj, to ni cilj, ampak vemo pa, da je ta svet tako narejen. Pa kljub temu zaupamo, da je Bog dober, ker Bog je drugače dober kot mogoče kot mi. V Jezusu pa vidimo, da je dober tako kot mi, hkrati. Ampak hkrati pa tudi drugače, ne? Ker Bog je malo drugače kot smo mi, ker ni samo tako kot mi, ampak je Bog. Ja. Ne vem, to so pač tako spet misli, razmišljanja nekoga, ki tale trenutek se dobro počuti. Ne? Hvala Bogu. Ja. Mogoče. Zahvaljen, vprašanje zahvaljen. Zahvaljen pa potem, recimo, ko vidiš, da je nekaj, konec koncev nekaj dobrega prišlo z vsega skupaj ven. Ne? Mogoče nekdo doseže in ta duhovnost razume, recimo, da človek dosega neko duhovno popolnost. Ne? To mogoče ni nek termin, ki bi ga danes uporabljal, ampak včasih je pa bil. Popolnost je pomenila, popolnost, dobesedno popolnost sprejetja Božje volje v vsakem trenutku. Se pravi, to je bila popolnost. In tisti, tukaj imamo en primerček, kdo se lahko za vsako stvar zahvaljuje. In poznam ljudi, ki se tudi uspejo zahvaljevati za vse sorte, kako se mu očes ne bi.